Z Majniško deklaracijo pred 28 leti smo zahtevali suvereno slovensko državo, mineva torej 28 let, odkar je zdaj že pokojni Tone Pavček na Kongresnem trgu v Ljubljani prebral Majniško deklaracijo, s katero so prišle zahteve po suvereni državi slovenskega naroda. Deklaracijo je na to podpisalo več kot 100.000 ljudi, postala je tudi temelj političnega programa demokratične opozicije Slovenije, Demos, ki je na prvih večstrankarskih volitvah aprila leta 1990 prevzela oblast in državo popeljala do osamosvojitve. Poglejmo, kaj je takrat povedal gospod Pavček. Podpisniki te listine izjavljamo in sporočamo. Prvič, da hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda. Drugič, kot suverena država bomo samostojno odločali o povezavah z južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope. Tretjič, glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za politično samostojnost je slovenska država lahko utemeljena le na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, na demokraciji, ki vključuje politični pluralizem, in na družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije. Hvala. Ponovno pozdravljeni v studiu. Zdaj, če nadaljujemo v stilu prejšnjih tem, bi rekel, žalostno lahko ugotovimo, da kaj nam pomaga suverena slovenska država, če ne moramo enega drugega tira skozi spraviti. V bistvu, mogoče, Tino, to je bolj tvoja tema, ti si zgodovinar, ne? Ja, zgodovinar in tudi priča, ne? Živo se spomnim tistega zborovanja in kako smo podpisali Majniško deklaracijo. Takrat sem bil še dijak, ampak sem bil tam na Kongresnem trgu. In takrat nas je bilo strah, ne? Nas je bilo strah, podobno kot nas je bilo, oziroma ko je bilo naše prednike strah, ko so podpisovali prvo Majniško deklaracijo 1917, ja. Na podlagi katere smo postali nacija, ne? Leta 1918, ko smo ustanovili državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki se je potem združila v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Takrat smo postali nacija, ker smo postali ustavotvorni narod, ne? Smo dobili svojo državo. Od takrat naprej nismo več narod, ampak smo nacija. Zato je tudi ta druga Majniška deklaracija dobila tako ime, Majniška deklaracija, ne samo zato, ker je bila pač v maju, če ne bi bila majska. Zdaj, res je, takrat so si ljudje, večina Slovencev si je predstavljala državo precej drugače, kot jo vidimo danes. In jaz bi rekel, da je država v marsičem ugrabljena od določenih političnih sil in od določenih politikov. Ne gre samo za levičarje, čeprav so pretežno levičarji, ampak ne gre samo za njih. Gre pač za neko politično elito, ki bi si zaslužila, da gre v penzijo oziroma da prepusti mesto drugim. Zdaj, če ostanemo še malo pri teh zgodovinskih dejstvih, kot si Tino ti omenil, prva Majniška deklaracija je bila 30. maja 1917, ta druga pa ravno na današnji dan prebrana, ampak zanimivo, s prvo Majniško deklaracijo smo se povezovali z južnoslovanskimi narodi, to se pravi s Hrvaško in Srbijo, potem z drugo smo se pa, bi rekel, razdruževali. Ja, ampak tu ni šlo za povezovanje z Srbijo, ne. S Hrvaško, no, predvsem. Majniška je bila s Hrvaško in Srbi znotraj Avstro-Ogrske, torej Vojvodina in Bosna in Hercegovina. Tako da, in to je bilo takrat, prvič je bilo so bile take zgodovinske okoliščine, da drugače ni šlo. In drugič je šlo za eno tako idejo nasploh panslavizma in jugoslovansko idejo, ko so takrat ljudje videli v tem, da če držimo skupaj, da smo lahko pridemo najprej do trializma, to je bila glavna ideja, Torej, da dobimo Slovani v Avstro-Ogrski tako moč. Poseben status, v bistvu.
poseben status, ja. Ker nas je bilo pač premalo, da bi bili sami takrat, ne. Zdaj po drugi strani, zdaj leta 89 in potem v kasnejših mesecih je pa res, da je bila situacija zelo podobna, ker če ne bi bilo Hrvatov, je vprašanje, na kakšen način bi se Slovenija lahko odcepila, ne. Tukaj je vendarle šlo za en velik del ljudi v nekdanji Jugoslaviji, ki so razmišljali enako, in to so bili predvsem Hrvatje in Slovenci, ne. Če bi bili samo eni ali pa drugi, bi bilo enim ali pa drugim bistveno težje. In zato velikokrat se tudi šalim, ko rečem, da bi morali Miloševiću postaviti spomenik sredi Ljubljane, zato ker če ne bi bil on tako oster in tako če nas ne bi nagnal iz Jugoslavije. Ja, on nas je dejansko nagnal, ker takrat mi smo hoteli ohlapnejšo državo in demokratično državo, on je hotel pa še bolj unitaristično in torej prosrbsko in nedemokratično državo, ne. V bistvu je šel proti zgodovinskemu toku popolnoma, ne. Tako da z tega stališča smo mu lahko, da ne rečem, hvaležni. Ja, sej v tem kontekstu se spomnim enega intervjuja, takrat, ko sem bil dopisnik v Beogradu, ko je Vojislav Šešelj, ne, ki ga vsi dobro poznamo, ne, v bistvu znani haaški zapornik in politik, je rekel, mislim, da teden dni pred vojno v Sloveniji, je rekel, če se boste poskrili kot zajci, ko bodo prišli nekega dne tanki v Ljubljani, potem nikoli ne boste imeli svoje države, ne. V bistvu, sicer tega ta prispevek za tednik je šel v bunker, ampak je pa bil zanimiv, ker očitno so že takrat dobro vedeli, kaj se bo dogajalo. Ampak če ostanemo še malo pri zgodovinskih dejstvih, ne, zdaj ta prva Majniška deklaracija je bila politična izjava poslancev Jugoslovanskega kluba, ki je v Dunajskem državnem zboru 30. maja 1917 prebral vodja kluba Anton Korošec, ne. V letu 1917 je namreč oživelo to parlamentarno življenje med predvsem slovenskimi in hrvaškimi poslanci, ne. Mogoče, Sebastian, zdaj, kaj praviš ti po tolikih letih oziroma po Majniški deklaraciji, a so bile po 28 let od Majniške deklaracije, so bile ti cilji, to, kar smo si takrat zadali, ali je to popolnoma uresničeno? Jaz verjamem, da če bi vprašali ljudi, je večina razočaranih. Seveda, ampak tlele ni kriva samo slovenska situacija, ampak sicer so se razmere v Evropi in svetu obrnile v malo drugačno smer. Tisto je bilo obdobje izjemno velikih upanj, pričakovanj, bilo je tudi intelektualno zelo bogato obdobje, tudi, dajmo reči, začetek 90-ih je bil intelektualno močen, danes je pa popolna praznina tako v političnem kot intelektualnem prostoru in vlada eno veliko, globoko nezaupanje, ne. Jaz sem sicer tudi bil dijak v tistem času, nisem se udeležil tega dogodka, ampak enega od kasnejših shodov tisto leto na Trgu Republike, ker nisem bil toliko angažiran kot Tino, mene je v tistih časih zanimal sam fuzbal in dejansko je bil glavni strah, kaj bo z slovensko reprezentanco, če se osamosvojimo, in moram povedati, vsaj kar se tega tiče, mislim, da smo lahko zadovoljni, ker ne verjamem, da je leta 89 kdorkoli pričakoval, da bo imela Slovenija tako močen nogomet, kot smo ga v tranziciji pokazali, ne. Kar se same politike tiče, pa mislim, da je bil ključen preobrat potem leta 92. Eden od razlogov je mogoče ta, da smo v Sloveniji imeli dejansko najmehkejši komunizem in da z izjemo intelektualcev, disidentov, z izjemo družin, ki so bile žrtve druge svetovne vojne in povojnih pobojev, večina ljudi ni imela tako trdega življenja in je zato toliko lažje sprejela pretvorbo partije v dejansko novo vladavino. In leta 92 so tiste strukture, ki so se najprej upirale osamosvojitvi in ki so najprej zagovarjale ohranitev Jugoslavije, so se hitro prilagodile situaciji in bile zelo zvite v tem, da ohranijo popolno oblast v Sloveniji, ne da bi se kadarkoli same dejansko pomerile na volitvah, ne. Govorimo o globoki državi, govorimo o vseh tistih omrežjih,
ki profitirajo samo zato, ker ima Slovenija šibke vlade, šibko frontalno politiko in zaradi tega omogoča političnemu podzemlju, da vlada v državnem gospodarstvu, da vlada v pravosodju, da vlada v vseh družbenih podsistemih. In mi imamo dejansko celotno tranzicijo z redkimi pavzami, v katerih vladajo tiste strukture, ki s to Majniško deklaracijo verjetno niso bile najbolj zadovoljne in niso bile navdušene nad njo. Tino, takrat je bila tudi nasprotna deklaracija, temeljna listina, mislim, da se je pojavila, pa še mogoče zdaj nekaj sporov je bilo, kdo je bil zraven takrat, kdo ne. Mislim, da a sta bila Urbančič pa Janša zraven ali ne, v bistvu tu so različne interpretacije, verjetno ti bolj poznaš, ampak zdaj to je seveda stvar zaslug. Ni bistveno. Bistveno je, da je to deklaracijo podpisalo več kot 100.000 ljudi, ne? In da je bila s tem izražena ljudska volja. Ne? To ni bilo čas, ko ne bi bilo strahu. Ko si tisto podpisal, malo si se vseeno bal, ne? Zato ker takrat so še vedno streljali na meji, ne? Tako da ni tako bilo enostavno, kot se mogoče danes vidi. Je pa res, če se vrnemo na tisto, kar sem prej govoril glede drugega tira, je situacija zelo podobna. Kaj ti pomaga, če ljudje na volitvah zaradi medijev ne glasujejo tako, kot bi morali. Ne? Zato je recimo Majniško deklaracijo, ki jo je Milan Kučan obsodil, je potem nekaj mesecev zatem je Milan Kučan zmagal in postal predsednik predsedstva Republike Slovenije, demokratične oziroma v prvi demokratično izvoljeni predsednik. Ne? In isto je kot drugi tir. Ne? Mi bomo zdaj šli na referendum, glasovali proti Cerarju, na naslednjih volitvah bomo pač glasovali za nekega Cerarja z neko drugo masko in bo spet Erjavec zraven. Še eno stvar, če se lahko vrnem nazaj. Res je, da je razočaranje veliko, ampak ne glede na to, je to razočaranje v primerjavi z dosežkom majhno. Ne, ker vendarle, če se spomnimo leta 1989, kako je bilo, in da imamo danes po 28 letih, 27 letih, imamo suvereno svojo državo, ki je del Evropske unije, ki je ne glede na krize ena najbogatejših držav na svetu, kjer je slovenščina uradni jezik in hkrati uradni jezik eden od uradnih jezikov Evropske unije. Imamo svojo državo, imamo svojo vojsko, imamo smo na svojem. To, kar so naši dedje in pradedje sanjali, ali si niso niti upali sanjati. Ne? Zato z tega stališča, sej vidimo, je kriza, je to, ampak vendarle, če pogledamo malce z večje razdalje, smo lahko samo ponosni, da smo doživeli tiste čase, da smo bili del tistih časov in da smo osamosvojili državo. Kakorkoli, čeprav smo prispevali samo mogoče en podpisek ali pa tudi to ne, to je naš skupni dosežek in na to smo lahko ponosni. To je velik uspeh. Jaz bi se vam na tej točki zahvalil, ker smo že krepko prekoračili čas nocojšnjega VV Faktorja. Vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Vse veste, resnica boli, komentarji še bolj in vse že veste, ni vseeno, kdo kaj reče. Lahko noč.